Vsak pozna nekoga, ki ima sladkorno bolezen, mogoče pozna nekoga, komu so že, ne vem, mogoče slabše vidi, izgubil vid ali ima amputirano nogo. Zelo se včasih ti naši bolniki prestrašijo. Osebe s sladkorno boleznijo se diagnoze same sladkorne bolezni bojijo, predvsem ker čujejo od drugih ljudi, da se lahko odreže noga, da se lahko slepi in potem jih je strah same sladkorne bolezni. Vsako sliši diagnozo, vi pa imate sladkorno bolezen, to prevzame en strah, eno skrb, eno neugodje, kako bo pa zdaj z mojim življenjem, kaj to prinese za sabo in kakšna bo moja prihodnost. Smo zelo različni in odlašamo s stvarmi, mogoče se ne želimo tudi soočiti z enimi stvarmi, ampak res mogoče pride pa pacient do zdravnika, ko je že mogoče tako na meji ali je velikokrat tudi že prepozno. Mednarodna zveza oseb s sladkorno boleznijo je v raziskavi, kjer je preverjala, koliko družin bi pripoznalo znake za sladkorno bolezen, v družinah, kjer že imajo sladkorno bolezen, so ugotovili, da samo ena družina od 5 bi prepoznala znake sladkorno boleznijo. Torej, izredno pomembno je, da se sladkorna odkrije čim prej. Tisti, ki imajo simptome, je pomembno, da se čim prej obrnejo na svojega zdravnika. Lahko z leti trajanja neodkrite sladkorne bolezni pride že do kroničnih zapletov, ki se jih najbolj bojimo. Najbolje vprašanje, kaj pa zdaj? Ali ta zdravila, ki jim je zdravnik predpisal, ali imajo stranske učinke? Edukacija je o zdravi prehrani in spremembi življenjskega sloga ter redni telesni dejavnosti osnovni ukrep pri zdravljenju sladkorne bolezni. In sladkorni bolniki so zagotovo skupina, kjer je smiselno, da bolezen nekoliko bolj poznajo, saj gre za kronično bolezen, s katero bo treba živeti do konca življenja. Vloga Centrov za krepitev zdravja je v glavnem promocija zdravega načina življenja in to vseh populacij, od vrtcev, otrok, mladostnikov in potem odraslih oseb. V tem kontekstu potem v naše enote vstopajo bolniki oziroma potencialno so to še zdrave osebe, pa tudi že kronični bolniki, kjer nekako kliče po potrebi, da bi nekoliko spremenili svoj način življenja za obvladovanje svojih bolezni. Te edukacije potekajo skupinsko, nekatere tudi individualno. Vsem osebam s sladkorno boleznijo enkrat letno nudimo tudi reedukacijo, ki je bolj usmerjena v vsebine, ki jih želijo bolj pacienti in pri kateri uporabimo motivacijske tehnike. Ker so danes mediji polni različnih informacij, je izjemno pomembno, da ta oseba pozna strokovne informacije in da se spozna z veščinami, s katerimi bi nekako lažje spremenil svoj način življenja. Zveza društev diabetikov Slovenije je organizirana na tak način, da ima 39 društev diabetikov po celi Sloveniji. Skupaj delujemo na ta način, da izobražujemo in ozaveščamo javnost o sladkorni bolezni in pa o zdravem načinu življenja. Najpogostejša težava je seveda sprejeti bolezen samo in se prilagoditi zdravemu načinu življenja in seveda s tem tudi pripomoč k boljši urejenosti sladkorne bolezni. Način življenja ključnega pomena, da se neka bolezen lahko drži na vajetih oziroma da jo preprečimo. Društva poleg različnih predavanj in izobraževanj pripravljajo tudi različne telesne aktivnosti, kot so pohodi in različna telovadba v telovadnici ali pa v okolici, ki jo imajo.
naša društva želimo vključiti čim več oseb s sladkorno boleznijo z namenom, da se tudi ti izobrazijo in spoznajo sladkorno bolezen, da ugotovijo, da to ni tako huda bolezen, ampak da se jo da dobro voditi, da se jo lahko tudi z njo hodi z roko v roki. Da upoštevajo načine zdrave prehrane, da imajo čim bolj urejen krvni sladkor in s tem preprečijo kronične zaplete, ki jih sama sladkorna bolezen prinese tekom let trajanja.